Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Ja. Torej, na Hrvaškem množično odpuščajo novinarje zaradi recesije. A na vesti nam gre mnogo bolje. Saj je danes z nami naša nova pridobitev, nova sidrašica. Izvoli, Irina Kovačević. Po 12. redni seji vlade je generalni sekretar vlade Milan Martin Cvikl odgovoril na novinarska vprašanja v zvezi s tako imenovano domnevno afero fotokopirka. Zadevo bodo po Cviklovih besedah obravnavali takrat, ko bo to določil potek postopka. Vlada Republike Slovenije bo to informacijo predvidoma obravnavala na naslednji seji, zato ker se sledimo postopku, ki velja za vsa vladna gradiva. Jaz sam seveda ne morem govoriti na vsa detaljna vprašanja, ki jih postavljate, predvsem zato, ker seveda prvič, jaz ne vem, ali je to afera ali ni. Vem pa, da nasprotju z zakonom o tajnih podatkih, nasprotju z pravili arhivarske in dokumentarne stroke, da se zadeve izvaja na način, kot je bilo v komisiji, ki so jo sestavljali uslužbenci generalnega sekretarjata vlade, in ta komisija je bila imenovana v decembru lanskega leta, bilo opozorjeno. O transparentnosti in poslovanju prejšnje vlade pa je nekaj besed navrgal Zmago Jelinčič Plemeniti. Pa sem jo pogledala, si videl. Zagotovo bojo v prejšnjih časih velike napake, kajti nekaj časa je vodil zadevo tudi gospod Šinkovec, ki pa je evidentno pokazal, da ne dosega nivoja te pozicije. Ampak ni bila jih prejšnja vlada zelo transparentna? Pa to? Nič ni bilo transparentno, vse je bilo tako nekam kilavo, skrito, prikrito in jaz mislim, da je zdaj bolj transparentno. Ampak nekdo nekomu leze v rit, ne? Nekdo nekomu leze v rit, to je res. Novo nagradno vprašanje na vesti. Kdo komu leze v rit? Karel Viktor Erjavec... Ne, ti si na vrsti. Nisem na vrsti, ne, zakaj moje bereš. A sem jaz? Kaj? Ni čudno, da je rekel Jan, da je kavkutnik. Karel Viktor Erjavec, bivši obrambni minister in zdajšnji okoljski, je pokazal nekaj zaskrbljenosti glede potrebe Slovenije po novem orožju. Je pa treba se zavedati, da dejansko potrebujemo toliko topov. A bo slovenska vojska ofenzivna vojska, ki bo na misijah upravljala ofenzivne vojaške operacije? Jaz mislim, da ne. Ko je Erjavec že odgovoril na nekaj vprašanj, je z veseljem povedal še, da se je kot minister pač sprijaznil, da bo nanj tekla gnojnica. O bogi, pa za okoljski resor skrbi. Ja. To mora biti pa šok. Ničkan. Glejte, če zasedaš takšno funkcijo, kot je minister za obrambo in če si član vlade, moš pričakovati tudi, da zlivajo gnojnico. Po sojenju Davida Bukovaca in Seada Suljanovića zaradi umora pred diskoteko Global je zagovornik slednjega razložil instinktivnost udarca, ki ga je zadal Bukovac. Si to boš le še enkrat, ne? Ja, valjda. Jaz sem rekel, da je bil prvi udarec instinktiven. Vse ostalo se je pa potem dogajalo, ne da bi Bukovac to hotel. Odločil se je, da bo posredoval, zato ker je ocenil, da je bil kršen javni red in mir. Bolj konkretno? Da je bil pred drugimi ljudmi razžaljen, da je bil izzvan in da je šlo za grdo govorjenje na javnem mestu. O komunikaciji z ministri, komentar dneva, Dejan Savić. Da demokracija ne obstaja brez komunikacije med vladarji in vladanimi je jasno. Malo manj je jasno, zakaj je to jasno vsem, komunikacije pa je vedno manj. Ustvarjalci portala edemokracija.si ponujemo izziv, pogovore z ministri. En mesec, en minister. 3 tedne postavljate vprašanja in glasujete za že postavljena vprašanja, en teden ima minister časa, da odgovori vsaj na prva 3 najbolje ocenjena vprašanja. Nato zamenjamo ministra in ponovimo vajo. Februar je rezerviran za notranje zadeve. Marca bomo odšli v promet, aprila pa se bomo ukvarjali s financami. Ostala področja so še odprta, projekt bo tekel od februarja do maja in od septembra do novembra. Na potezi ste vi, kritična javnost, blogeri, ki ste kritični, posamezniki, ki ste politični in vsi, ki bi želeli izraziti svoje skrbi, v umirjenem tonu in maksimalno 250 znakih na vprašanje, spletni papir. Pred vami je izziv, na vas je, da ga sprejmete.
Da dokažete sebi in drugim, da je splet medij kvalitete mnenja, da spletna politična komunikacija ni rezervirana za nekaj poklicanih in da se je slovenski politični prostor tudi dokončno razširil na splet. V demokraciji se namreč sodeluje. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V Narodno-univerzitetni knjižnici so ob kulturnem prazniku in 70-letnici vsestranske literarne ustvarjalke Svetlane Makarovič pripravili razstavo z naslovom Svet, svet, Svetlana. Makarovičeva je prvič predstavila pravljico Katalena in z njo napovedala, da vstopa v novo obdobje. S to zgodbo zaključujem obdobje svojih igračkastih pravljic z zajčki, pa miškami, pa mucami, pa vilami, ampak nekaj se smeješ. Ekskluzivno na Vesti si od včerajšnjega dne lahko ogledate dokumentarni film o festivalu Utrip, ki je nastal ob 20-letnici delovanja kluba K4. O razlogih za njegov nastanek je spregovoril Miha Brodarič, predstavnik K4. Dejansko je šlo za neko posebno priložnost in tazga festivala se klub K4 še ni lotil. Je bil nekaj posebenega, zelo na širok zastavljen, full enih artistov, različnih stvari, od breakdancerjev do live bandov. Pol je bil freestyle, pač v hip-hop freestyle, v kovanju rim iz glave, 4. državno prvenstvo. V glavnem mnogo enih stvari se je v Križankah predstavili in smo se pač s temi fanti odločili to posneti in pol zmontirati. Še za konec? No ja, ne za konec, no, to ni ravno pravljica za lahko noč. Danes je namreč svetovni dan z nič tolerance do pohabljanja oziroma iznakaževanja, mutilacije ženskih spolnih organov. Ja, tako da fantje, vsaj danes se malo zadržite. Ja, jutri pa lahko spet nadaljujete, po mili volji. Komot. Še vreme, se je jasno. Nad oblaki, tako je. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na Vesti s Katjo Buda in Ireno Kovačević. Nasvidenje.